Zdaj pa so kmetije digitalizirane. Vedno bolj postajajo. Kako si pa ti začela z marketingom? Ja, bolj kot ne, se prišlo samo od sebe, ne. To je recimo skodelica, ki jo je sprintal tale naš sprinter. Katja, glej. Posnel sem svojo prvo reklamo. Poglej. Imate tudi vi težave z vedno premajhno torbico, samo dali, da napišete vprašanje. Tako? A daj, Andrej, no to je reklama zate. Ja, glej, poslušaj. Znanja, tehnologije, ta del mi je res rato, glej ga, to. Kravlje mustno. Pa ravno zato. Poglej, kaj dobiš, kaj dobiš. Žogo. Evo. Andrej, ti res misliš to prodajati? Ja, sveda. Pa tega nihče ne bo kupil, nihče te ne bo resno jemal. Ja, pa bojo. A zdaj si pa še tak len, da greš dvigalom. Niste tisti, ki je prodal, pa veste, kolikokrat sem jaz že hotel klicati. Res, jaz imam eno super idejo, ki sem vam rekel, da vam moram predstaviti zaradi tega, ker poslovnež vašega kova bi prodal to in mi nekaj oba lahko imela od tega. Razumete? Ideja, ne? Samo da vam samo toliko časa mi dajte, da vam to povem. Pa kje si tako dolgo bil? V Vigalu sem bil. In pazi, srečal sem enega poslovneža, skoraj sem mu prodal torbo, skoraj, veš koliko je manjkala? Tistemu prej? Ja. Moče mi je kakšna dve nadstropji mi je zmanjkala. Ti bi moral osvojiti elevator speech. Elevator? Pa sem bil v Vigalu. To ni isto, to je tehnika, kjer se naučiš v najkrajšem možnem času komorkoli stranki ali potencialnemu kupcu prodati svojo dobro idejo. Res, kaj? Obstaja celo tečaj, lahko greva na kakšnega. Ja, sem tam. Tudi primi. Dober dan. Zdravo. Dober dan. Ste vi tisti strokovnjak za elevator speech, Katja? Sem, lahko bi se rekla tako, ja. Kaj je to? Na tem področju. To je kratek, polminutni predstavitveni nagovor. Uporabite ga lahko za lastno predstavitev, sploh če ste kak podjetnik ali kaj podobnega. Uporabite pa lahko tudi, ko iščete zaposlitev. To predvsem svetujemo mladim, ki so v fazi iskanja zaposlitve. Odkud pa je to sploh prišlo? To je bolj iz področja Severne Amerike, ZDA. Tam je ta srž podjetništva najbolj izrazita in tam so pomembne tudi sekunde. Vsak naključni je lahko potencialna stranka in tudi v dvigalu je možno, da srečamo kakega glavnega direktorja ali vodilnega iz določenega podjetja in potem izkoristimo to priložnost ne zato, da se obrnemo, gledamo v dvigalo, lepo tiho, tako samo stojimo, ampak da res izkoristimo to priložnost, se predstavimo, se Matej Kosi in delam to in to in to. In dejansko potem morda damo še kako vizitko, da si vzpostavimo naslednji stik z njim. Res, da skrbimo za to, da dobimo biznis, če se lahko tako izrazim. Andrej je pred kratkim odprl podjetje in sedaj bi rad tudi prodal svoj skrivnostni produkt, tole zadevščino. Pa je to mogoče na takšen način? Ja, zdaj skrivnostna ideja ne sme biti tako skrita.
ampak mora biti izrazita. Se pravi, je treba povedati, kaj je zdaj v tej škatli, kaj je ta glavna ideja. To je torba. Ja, to je že torba, ampak kaj je pa v torbi, kaj je torej biznis tisti glavni, kaj je to, kar se bo prodalo. Aha, tes naredimo, en. Ja, ja. Kupi torbo. To pa ne bo šlo. Ne? Kaj bi povedali, zakaj bi kupila torbo, gospa? Ker bi, ne, recimo bi pasala, ne. Črna, mogoče bolj. Imam že torbo. Stvar okusa, ne. Res je, ampak kaj je tisto, kar prodajate? A je v tej škatli kaj uporabnega za gospo? A bo lahko potem iztržila kak dobiček ali kak posel ali kako dolgoročno sodelovanje? A bo to koristilo njenem podjetju in tudi vam? To so tista ključna izhodiščna vprašanja, na katere si najprej odgovorite in potem pripravite tak govor. Če bi vedel, kako podjetje, v kateri smeri razmišljate, bi vam lažje nakazal, ampak v teh 30 sekundah morate izkoristiti vse priložnosti. Na kratko je drnato povedati, kdo ste, zakaj ste in v čem ste dobri in zakaj ste res dobri. Mogoče tudi ovrednotiti, z kakimi številkami vaš rezultat, kaj je potem tisto, da ste dosegli nek res dober rezultat, da bo gospod prevzelo ta vaša informacija. No, poskusi še enkrat. Gospodična, oprostite, prosim, a vas motim. Vam bi ta torba izjemno pristala zraven. Jaz verjamem, da z njo boste izgledali veliko bolj profesionalno. Predolgo. Ne, Moja je lepša. ni, pa se ne gre, Katja, za to. Glej, ti bi posel bi sklenila, bolj bi pametno Ne gre. delovala. V bistvu bi to zamenjalo tvojo barvo las. Kaj? Ne? To ne bo Užalno. pravo. Ne. Ne bo to. Torej, nič druga mi ne ostane kot vaja, ne? Tako. Vaja. In menim, da kar začnite, poiščite kako dvigalo in pričnite z vajo. Osredotočite se na čas, na vse znanje in veščine in vse, kar potrebujete in res aktivno delo. To vam bo vzelo veliko časa, se pa splača, ker ostane. Kaj misliš, kaj je kako dvigalo tukaj? Ne vem, bi poskusila tu? Grem vaditi, ga? Ok, adijo, hvala. Hvala, adijo. Veste kaj, za vas imam eno dobro idejo. In sicer, veste, jaz sem zdaj razvil novo torbo. To je čisto nov dizajn, slovensko znanje, slovenska produkcija, čisto vse. Veste, to je leta in leta smo računali na to, da bi nekaj takega razvili in zdaj končno tudi barva pa moja ideja. Ne? In mislim, da bi vam to zraven oblačil lepo pristalo zraven tega. Lahko date noter denarnico, pa telefon, pa tablični računalnik, potem gre vse noter, tudi A4 format, zato sem naredil takšno, veste, varianto, ne, A4 format, ne vem, ni da ni, jaz imam tu čisto vse not, ne. Kaj mislite, bi kupili? Jaz sem pripričan. Sorry, buddy, I don't have a word what you're saying. Če greš z mano na kavo, ti dam popust na to torbo. Te mika, ne? Veš kaj, mali, na tak način ne boš nič prodal, pa tudi nič dobil. Je pa nič, ne? Jaz sem srečen, ker sem moški, ker ljubim žensko, ko si ti. Si ti Damjan Murko, ne? Povejte, mladi gospod. Sem vas petim dovolj pripričal, da bi mogoče kupili to mojo torbo? Definitivno ne. Mislim, da bi se mi dva morala dobiti še kar nekaj krat na uri petja. Pa ta vašinič. Ne, nikakor ne gre skupaj. Treba bo vse spremeniti. Pa še to torbo ne boste morali nikoli nobenemu prodati, ker je res zelo grda. Pa srečno.
Danes ste pa prišli na eno marketinško konferenco, ki je ena izmed večjih na Štajerskem. Prišli ste na konferenco Marketinški semafor. Klub za marketing jo organizira že kar 8 leto letos. In letošnji slogan je: ni vse velikosti. Zakaj pa? Ker je naša državica tako majhna, imamo pa ene velike marketinške zgodbe. Kaj pa tole, imam jajca? To pa pomeni, da imamo jajca v Sloveniji, da smo še vseeno uspešni in dobri in veliki. Zagotovo so ti dogodki zelo dobrodošli. Osnovni razlog za to, da smo se odločili za to vrstne dogodke, so predvsem v tem, ker že v zgodnjem razvoju naših študentov, že tekom študija, pravzaprav jih povezujejo z prakso, povezujemo na ta način akademsko znanje z strokovnim znanjem v podjetjih in na nek način pripravljamo študente na to, da tisti teren, ki ga bodo našli, ko bodo nekoč v poslovnem okolju, je precej spolzek in da je fajn, če se že prej pripravijo na to. Kako to, da ste obiskali marketinški semafor? Ja, zdaj že pač tu študiram na EPF-u in vsa 3 leta že obiščem, ker je pač fajn zanimiva predavanja, se kaj novega naučimo, pa tudi tukaj kaj za pojesti in tako je pač zelo fajn. Imamo eno predavanje, tu bomo tudi razlagali o naši ideji, tako da smo bili povabljeni. To, kar imate na glavi, ne? Tako. Kaj je to? Izdelujemo lesena očala, ročno izdelana, smo iz slovenskih konic in smo bili povabljeni sem, pa smo prišli malo pogledati, kak tu ideje šibajo. In kaj pravite, šiba ideje pri mladih? Ja, šiba, kaj smo tule videli, glede tega je kar v redu. Na marketinškem semaforju danes predstavljamo športno prehrano, pač izdelke za športnike, rekreativce, dodatke k prehrani, ne? In vse, kaj je pač povezano z zdravim življenjem. Ne? Lahko vidite tu nekaj beljakovinskih napitkov, nekaj energijskih napitkov, pa tudi kakšne zadeve lahko pripravimo iz teh stvari, ne? Tudi razna peciva ali pa kakšne druge zadeve. Pa zanima to študente? Tudi, ja, seveda. Predvsem ta populacija je zelo neka ciljna skupina, poleg nekih športnikov. Glede na to, da smo na marketinški konferenci, vse take stvari v Sloveniji dobro prodajajo, se splača biti v takšnem poslu? Zaenkrat ja. Mislim, trg raste, ne, in pač povpraševanje je tudi vedno večje po športni prehrani. Kaj pa učinki? Pozitivni. Pa dobro, je? Tudi. Kar probajte. Okay, hvala, to je sladko, ne? To je vse sladko. No, dobro. Je dobro? Ja, seveda. Moram malo pojasniti, da malo dobim tako recimo tam, one mišica, ne? Torej, to je bil glavni vzrok za marketinški semafor, hrana? Ja, voljna. Kaj pa marketing? Tudi. Vse po malem, glavnem. Ja, v bistvu sem preko Facebooka izvedela za to, no. Pa me je kar zanimalo. In kaj vas najbolj zanima, kateri del? Ja, v bistvu me je Sandi Češko zelo pritegnil, no, ker je dokaj uspešen, oziroma zelo uspešen. Tako da ja, v bistvu sem prišla bolj ali manj zaradi njega, no, kar pa še sledi, pa bomo videli. Priložnost mladih je ravno v tem, da obvladajo tehnologije, ki danes spreminjajo svet, da so jim tehnologije domače, kar jih uporabljajo s svojimi prijatelji, v svojem okolju, za svoje vsakodnevno delo in izobraževanje. To so tehnologije, ki jih pač naša generacija, ki še vedno se obvladuje poslovne subjekte, ne obvlada tako dobro. In to je ena sigurno tistih stvari, katere so priložnost za mlade. Seveda priložnost je tudi tem, da se stvari zelo hitro spreminjajo, da se treba prilagajati novim razmeram in tudi tisti, ki smo dlje časa, ko si v poslu, dlje časa, ko eno stvar delaš, teže je se spremeniti. Lahko dobim še kakšen nasvet za tiste, ki se odpravljajo na podjetniško pot iz vseh teh izkušenj marketinškega semaforja, kaj je treba imeti, kaj je treba znati, kaj je treba delati? Tako bom rekla, delaj tisto, kar te veseli in tako boš dosegel tudi svoj cilj. Če imaš kaj rad, če želiš kaj doseči, povej na glas in takrat boš dosegel. Da se, no, sicer v Sloveniji mogoče ne toliko nekje drugje, ampak da se, no. Saj spodbujajo nas tako. Drznost, to je najbolj iznajdljivost, kako z nič denarja narediti čim več. Jaz mislim, da moramo uživati, pa je to, ne. In potem bomo obogateli? Ne, zaradi tega ne, ampak to je ključ za uspeha. Ja, ne poslušaj starejših, ne.
naj bodo kar korajžni, samozavestni, ne, odprti v svet in naj se odzovejo na spremembe, ki so okrog njih. Vse naše bolečine, vsi naši problemi so objavljeni, so znani in sodni. Se pravi, morajo se jih samozavestno in korajžno lotiti. Jaz bi rad postal uspešen prodajalec, Andrej. Dober dan, Tanja. Pa sem prišel k vam zato, da mi pač daste nekaj na svetu. Glejte, jaz sem eno reklamo posnel. Boste pogledali? Potegne čudoviten kravje pustno. Prvih 30 naročnikov prejme šolko. Katja ni navdušena, kakšno je vaše mnenje? No, za prvič je v redu, vendar mislim, da s pomočjo te reklame ne bi kupila torbice. Kje sem naredil napako? Kako prodati neko stvar danes? Najprej je treba mogoče razložiti, zakaj bi bila ta torba primerna ravno za vaš prenosnik. Kako pravzaprav vi poučujete vaše dijake, učence? Naše učence učimo, kako prodajati v trgovini, kakšen naj bo prodajalec, kako naj pristopi k kupcu, kako naj komunicira, kako naj dobro predstavi blago, ki ga prodaja. In mogoče bi vam tudi katera izmed naših dijakinj znala to predstaviti. Kaj je najbolj pomembno? Najbolj pomembno je, jaz mislim, da ustrezen odnos do kupca, torej da ga vzameš resno, da ima občutek, da je tisti hip kralj, da se ukvarja samo z njim. Zelo pomembno pa je tudi, da pozna vsak prodajalec blago, ki ga prodaja. Torej dobre, slabe lastnosti, zna priporočati, zna povedati mogoče tudi omejitve tega blaga, kaj takšnega. Koliko časa pa nekdo potrebuje, da postane dober prodajalec? Nekateri pravijo, da se dober prodajalec sicer rodi, vendar jaz mislim, da se mora kar nekaj časa učiti, imeti nekaj prakse, mogoče nekaj let. Kaj pa je najlažje prodati? Kaj pa je najlažje prodati? Jaz mislim, da je najlažje, upam, da ne bom koga užalila, prodati to, kar se samo prodaja, ne vem, na policah ali kaj takšnega, blago, ki ga vsak dan potrebujemo, ostalo pa je verjetno težje prodati. Se katera javi? Evo. Bi mi ti prodala ta tablični računalnik? Z lahkoto. Povej. To je tablični računalnik, ima več funkcij, na njem lahko uporabiš brezžični internet, Wi-Fi, tako rekoč. Ima fotoaparata, da če hodiš na potovanja, lahko slikaš, povezuješ se na odprta omrežja. To je zdaj ful moderno, ko imajo že večinoma vsi, ne. Je res super stvar, ne zavzame toliko prostora, no. Anja, veš kaj, jaz bi ga skoraj da kupil, če ga ne bi že imel, če ne bi bil moj, veš. Ti pa si specializirana za tekstil, vidiš, da mi prodaj to izjemno torbo, to je moj produkt, veš, sem ga jaz naredil. Ja, torba je usnje, je rjave barve, ima dosti žepov, lahko daš marsikaj not, sam bi šlo bolj težko prodati, ker ni glih neka klepa. Kaj ti ni všeč, kaj te moti na tej torbi? Skoraj vse. Vse, ni niti nekaj take, boljše je bilo, če je bila črna, gre vsemu pozraven, pa nasploh bolj taka izgleda. Pa misliš, da bi ta torba lahko bila prodajni hit, ki je v kakšni državi? Ne? Ne bi moglo biti. Naj se vam predstavim, moje ime je Andrej in menim, da bi vas moj produkt utegnil zelo zanimati. Kajti v njega sem vložil veliko truda, veliko načrtov in končno je tukaj. Vas bi morda ta zadeva zanimala. To pa me zanima. Lahko moče par besed spregovorimo? Bi bilo dobro. Kaj konkretno ponujate? Veste kaj je tale? To je prototip